Dobar dan, lep pozdrav na 21. izredni seji Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Malce poznejša ura je sklica, tudi malo časa je preteklo od sklica do izvedbe. Zato je izredna seja, ker se pač obravnava mudi. Morali smo se pa prilagoditi tudi drugim delovnim telesom, ki so imela sklicane seje prej. Danes vidim, da smo sklepčni. Tomaž Horvat nadomešča Davorina Terčona, Bojan Kekec pa naj bi nadomeščal, tukaj je, Bogomir Vnuca, drugi pa ste člani komisije. Danes smo predlagali eno točko dnevnega reda, to je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin. Zakon je vložen po skrajšanem postopku. Sprašujem, če ima kdo pripombe na ta predlagani dnevni red. Makniti nimamo kaj, lahko pa kaj dodamo. Če ne, potem dajem ta dnevni red na glasovanje. Kdo je za? 12 nas je za, se pravi, je dnevni red sprejet in prehajamo na prvo točko in edino točko današnjega dnevnega reda. To je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin. Kot rečeno, je zakon vložen po skrajšanem postopku. Predlog zakona je predlagala vlada in je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. Danes je z nami iz Ministrstva za javno upravo gospa Helena Kavčič, sektorja za lokalno samoupravo, in jo prav lepo pozdravljam. In ji kar predajam besedo, prosim. Če lahko stisnete, prosim. Predlagatelj je sledil predlogom, ki so jih podale občine že kmalu potem, ko je bil z zakonom o finančni razbremenitvi občin uveden nov 20.a člen, ki je določal dodatna finančna sredstva občinam, v katerih so evidentirana romska naselja. In glede na to problematiko in glede na to, da je bil pač zakon odprt, so se dogodili še določeni popravki. Dodala se je pa tudi še dodatna naloga v 26. člen, ki določa naloga, za katere država sofinancira opravljanje skupnih občinskih nalog v obliki skupnih občinskih uprav, glede na pomen in trenutno stanje glede informacijske nove tehnologije. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Kako? Ja, izvoli. Ja, zelo na kratko. Te spremembe na splošno rečeno so seveda v prid občinam in seveda zaradi tega bom te spremembe podprl. Samo toliko. Hvala. Še kdo? Če ni drugega, potem morda jaz nekaj besed glede tega, da glede romskih občin, ki se srečujejo s problemi z romsko problematiko. Moram reči, da je sprememba dobrodošla, da doslej
da se celo malce zaostruje, no, da ta sredstva, ki so namenjena občinam za reševanje romske problematike, se dejansko razrešijo tudi za ta namen. In tudi tam, kjer je tega več, je pač treba pomagati z večjimi sredstvi. Zdaj, ker pa poznam to problematiko, pa je seveda eno denar. Drugo pa je potem so ukrepi, ki pa niso enostavni in tudi ne za vse enaki. No. In če kaj, potem moramo tem občinam, ki se srečujejo s to problematiko, na nek način pomagati, jih razumeti in podpreti pri teh njihovih prizadevanjih. Zdaj, kolikor jaz to opažam v zadnjem času, se zdaj razume tako, se občine boste dobile denar, pa zdaj pa bo problem rešen. Ne. Ni tako. Ne, ni tako. Predvsem se strani Romov je zdaj mišljeno, da jim vse pripada in potem je to reševati težje. Tako da jaz upam, no, da je to začetek nekega procesa, ki bo na koncu privedel do tega, da se bomo nehali pogovarjati o romskih naseljih, o romski problematiki, ampak to samo opozarjam ali pa povem, da to ni tako enostavno in ne gre na kratek rok. Zdaj, druga stvar pa je ta dopolnitev nalog, ki jih opravljajo skupne občinske uprave. Sprememba je dobrodošla. To smo, če se spomnite, že zadnjič enkrat pogovarjali, ko je bil minister tukaj, je najavil, da bo to spremembo dal, ampak že takrat smo rekli, kje bomo dobili kader. Ne. Kadra, tovrstnega kadra ni, tako kot ni recimo kadra za izvajanje še ene skupne naloge, recimo za notranjo revizijo. Nihče ni zainteresiran, da bi to opravljal preko skupne občinske uprave, ker se pač da zaslužiti preko SP-jev in podjetij več, pa tudi za tole današnjo oziroma za informacijsko tehnologijo ali pa komunikacijo je podobno. Ne. Kader je iskan in so ga vsi sposobni ali pa pripravljeni več plačati, kot ga lahko plača javna uprava. Tukaj ga spet damo v nek sistem, plačilni sistem, 1000 evrov in zato pač ta kader, ki ga iščemo, ni pripravljen delati. Ker pa je število nalog, ki jih odpravljajo skupne naloge, od tega odvisno tudi višina sofinanciranja, pa je seveda pomembno, da skupne občinske uprave zaposlijo tak kader oziroma da opravljajo čim več teh skupnih nalog, ker je več sofinancirano. Bi mogoče razmisliti tudi o tem, da se ta nabor nekoliko bolj širše dopusti. Recimo imamo še naloge energetskih menedžerjev ali pa energetskih knjigovodij in podobnih stvari, ki jih morajo občine po zakonu opravljati, pa to v glavnem najemamo ali pa najemajo pri zunanjih izvajalcev, pa naloge z področja upravljanja prostora ali pa tehle, kako se reče, urbanistov, hvala, ne, občinski urbanisti. Ne, mogoče bi razmislila ministrstvo, da tudi te naloge, pač ta nabor nalog razširi, da je omejen z enim skupnim številom, recimo teh 55% lahko ostane,
ampak da se lahko posamezne skupne občinske uprave odločajo o tem, kaj od tega bodo zaposlili ali pa najele, tudi glede na to, kaj je možno na trgu dela dobiti. To je moj predlog, no, da razmislite o tem, ali bi se morda ta nabor nalog lahko še razširil, pa se je možno izbirati. Sprašujem, če ima še kdo kakšno? Lahko, sej na koncu boste itak dobili besedo. Ja. Samo še, da vidim, če bomo še kdo razpravljal. Če ne, potem zaključujem razpravo. Izvolite, beseda je vaša. Samo toliko glede zadnjega predloga, glede dopolnitev še 26. člena, je bilo ravno z zadnjo novelo dodano, ko ste omenili, tako da so bile tudi urejanja prostora, imamo že in tudi urbanisti so bili mišljeni in tudi takrat smo bili opozorjeni, da je to kader, ki ga pa nasplošno manjka, ne glede na to, da kakšno bi bilo plačilo, ker ga ni dovolj, tako da smo tudi to vključili. Urbaniste ste že vključili? Ja, že v prejšnji sprejemi? Ja, ker je urejanje prostora je bilo tudi dodano, poleg še nekaterih drugih, da urbanizem je bil mišljen, sem si pa zabeležila še vaš predlog glede teh energetskih inženirjev. Dobro. Hvala. Še kdo? Ja, izvoli. Dejan Crnek, izvoli. Eno kratko misel, da ne bomo zdaj. To je seveda super tudi optimizacija tega, da se tam, kjer je to potrebno, da se lahko to združuje in je to tudi finančno podprto. Je pa tukaj tudi pomislek, da tisti, ki pa sami upravljamo te službe, nimamo pa nobene finančne podpore pri tem upravljanju teh služb. Tako da bi mogoče tudi razmislili v bodoče, da se lahko kaj pomaga, ker potrebe so velike in jih tiš sami vedno ne zmoremo. Hvala. No, tukaj gre v glavnem za naloge, ki za manjše občine, to je težko primerjati Ljubljano pa Solčavo recimo. In te skupne občinske uprave, saj jaz jih razumevam, da gre v glavnem za to, da združijo več nalog tem občine, ki nimajo dovolj obsega dela za enega delavca. Prosim. Še jaz sem imel pripombo, se navezujem na kolega iz Ljubljane. Recimo tudi konkretno mestna občina Koper ima tudi skupno upravo v enem delu z 7 občinami. In jaz mislim, da na ta način, recimo, če je to vezano, tako kot predsednik rekel, pač da je to za manjše občine, to se seveda strinjam, vsekakor. Mi imamo pa isto kot Ljubljana, imamo pa vse svoje. Bilo treba pač na osnovi isto kot Ljubljana tretirati, jaz mislim, da bi bilo treba ločiti od tega mestne občine, po mojem mnenju, ali pa večje občine, ki pač vse te kadre imajo, in ne dati isti koš, kajte mi na ta način, če ta skupna uprava bo imela vse te službe, potem enostavno izgubimo čisto samostojnost, samostojno odločanje in tako naprej v prostoru, kar je zelo pomembno. Recimo, kot če Ljubljani zdaj daš za skupno uprave z 5-10 občinami okrog, majhnimi, pa bo skupni urbanizem vse skupaj, to ne vem, če bo peljalo v pravo smer. Mislim, da je treba to dobro premisliti, da se kaj takega ne zgodi. Hvala lepa. Boris Popovič, izvoli, župan. No, mi imamo že organizirano to skupen občinski organ na prostoru in lahko rečem, da so odlično funkcionira in da, bom rekel, tudi ta njihova specifika ali pa, bom rekel, medsebojno izobraževanje, da je na zelo visoke ravni in definitivno je to bila dobra odločitev. Posebno iz vidika majhnih občin. Hvala. Hvala lepa. Franjo Narločnik, še kdo? Če ni več razprave, zaključujem. Prehajamo. A imate vi še kaj za tole zadnje 3 razpravljavce? Ne? Ja? Mogoče pa kolikor le to, da pač, če je člen ni namenjen temu, da je odvzeta pravica
določene samouprave in odločanje, to pomeni samo, da v tolikšnem delu opravlja tisti javni uslužbenec delo za eno občino, potem pa za drugo, ne, in to mora biti vse pač razmejeno. Tako kot bo redar, toliko dni, ko bo opravljal redarske naloge v vaši občini, bo pač vaša občina prispevala, toliko pa druga občina prispevala in tiste občinski inšpektor, ne, in to ne bo prenešeno nikamor drugam odločanje o tej zadevi, tudi če to upravlja v okviru skupne občinske uprave. V tistem delu je odloča ali pa vodi postopek, če želimo pooblastila za odločanje v imenu te občine, ne, v imenu neke skupne občinske uprave, taka ni dobila, nima take pravne subjektivitete, niti na njo ni prenešeno moč odločanja. Toliko. Prosim. S tem se ravno ne strinjam najbolj, kajti zdaj, na primer, pač določijo pač šefa tega urada, kakorkoli, in skupaj, pač 5 občin, na primer 4 občine, tako naprej skupne glasovi, pač, ki veljajo enako, ne, koliko jaz vem, ne. In potem, na primer, v tem primeru, potem, ko prije nov župan, ko ti priješ kot nov župan, pač lahko zamenja določene kadre navodilne, ne, in pač nekako pelje neko stroj občine, neko vizijo na en način. Ne. Če pa temu ni tako, ne, potem ti pa nekdo iz neke majhne občine se mora z njim pogovarjati, kakšna bo vizija tvoje velike občine. Ne. To se ne verjamem, da bi se to velike občine strinjali. Jaz sem rekel, za ta majhne občine absolutno se strinjam, ker je pač potreben kader in tako naprej, to je čisto nekaj drugega, medtem ko za velike občine pa to seveda ni primerno. Ni primerno in še marsikaj drugega ne. Je pa primerno, je pa prav, da tudi njim pomagate v istih procentih, pomagate tudi njim za tiste kadre, ki ga že imajo. Zakaj bi morali zdaj neke nove šefe urada, če že imamo strokovnjake? Mi vsi, velike občine, imajo strokovnjake, imajo strokovne službe, ne rabijo novega. Ne vem, zakaj bi mogel biti nekdo, ki je 32 občin skupaj. Ne gre skupaj, to ne gre skupaj. Dajte mestnim občinam, pač sorazmerno pač plačate teh 55% za te strokovne službe, ki jih že imajo. Jaz mislim, to je to. Eno je redarska služba, eno je pa upravljanje s prostorom. To je res velika razlika. Dobro, to bomo težko zdaj rešili, ampak o ustanovitvi skupnih občinskih uprav se odločajo vsak več občin posebej. Če dosežejo soglasje, se pač ustanovi in k temu primerno je tudi sofinanciranje države. Jaz mislim, da prav, da se to spodbuja. Je pa seveda velika razlika med občinami, ne, kot sem že prej rekel. Zdaj, če ni več razprave, počasi zaključim. Prehajamo na odločanje. Želi kdo obrazložiti svoj glas? To me zmeraj da pozabim. Če ne, potem dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Komisija podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin. Kdo je za? 13 za, je kdo proti? Če ne, potem ugotavljam, da je komisija soglasno podprla predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin. S tem zaključujem prvo in edino točko današnjega dnevnega reda. Zahvaljujem se gospe Heleni Kavčič za pojasnila in prisotnost na naši seji. Mislim, da je za letos zaključeno naše delo, če bo pa slučajno kaj nujnega, pa vas bomo obvestili. Kako? Ja. Aha, poročevalca moramo še določiti. Ja. Kdaj je to? Torek 21.12. ob 10. uri je odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Jaz bi res prosil, če bi en prostovoljce tukaj najdel, da gre poročati. Prosim, Janoš Kern bi bil poročevalec, je v redu tako. Hvala. Hvala lepa tudi Janošu, da
za pripravljenost. S tem zaključujem tudi to točko, kot sem že rekel. Naslednja seja bo 3. januarja redna. Naslednje leto, če pa se slučajno zgodi kaj nepredvidenega, pa bomo sklicali izredno sejo še letos. Ne moremo obljubiti, da se ne bo, ampak upamo, da bo. Jaz vam želim, predvsem, da bi se tale epidemija čim prej končala in da bi normalno zadihali v novo leto. Pa veliko uspeha in plodnega sodelovanja v zadnjem letu našega mandata. Pa seveda tudi srečno pot domov. Hvala enako.